Ma veš, kaj me moti? Moti me, ne vem, a je to kraja ali ni kraja. Ne? Veš, ja, noči na tem koncertu so me pač takoj polili z rdečim vinom, a ne? Uf. Ne bom rekla, ki grdka. Danes ob Skoterici kave končno gostim Jano Morel, lepo pozdravljena. Čau, živa, hvala, ker si zdržala in hvala, ker si ustrajala. Ja. V bistvu se kar loviva že nekaj časa. Ne? Ja, kot par mesecev pa, ne? Ampak sem rekla prav tako, če je nekdo tako ustrajen, pa to dobro delaš, no? Če sem čisto iskrena, pol, ja. Je pa res, da nama nekako se ni najbolj poklopilo. Ja. Če bi se prejšnji teden dobila, tako kot sem ti rekla, bi imela ful boljšo frizuro, vse, ampak danes je pa ček tako, kot je, ne, pa dož pada. Zdaj bojo vsi pozvali tvojo frizuro. Ja, sem sama sem naredila štalo. Pa okay. Ne, čisto v redu, imaš glede na to, da zunaj dežuje, imaš super frizuro. Jaz sem noter na varnem, ti si mogla Ti imaš zmer super frizuro. Res, hvala. Ja, tako. Imaš srečo, to pelaj. Čeprav mi je že fant rekel, da bi se lahko daj tule počesala, veš, ko so na elektreni laski. Ja, ma te so pa oni mladi, ko grejo gor, ti nimaš kaj narediti. Te ne moreš. Razen, če si jih polakiraš, to pa ne boš delala. Ne. No, tako. Tisti je pa. Točno tako. Hvala za povabilo drugačno. Nikaj. Lepo, da si prišla na kavico, glede na to, da je imaš rada. Si bila zelo vesela, ko sem te vprašala, če jo boš pila. Ja, mislim, da je zelo redko zavrnem. Pa tudi rekla si, da imajo zelo dobro tukaj pri vas in pol nisem mogla reči ne. Tako da se strinjam, hvala, ker je res dobro. Verjetno pa ni prva. Ne, ampak tudi ni, ne vem, 16, bom rekla. Okay. Ne? To je v bistvu moja 3. in ta je zelo redko, da se zgodi. Ponavadi 2 na dan. To. In še te jutranje dopoldanske ure in potem ne rabim več nekako. No. Ja. Mogoče za vikend se zgodi, ker je en drug, ne vem, tempo, ne? Druge stvari so v spredju, ampak da bi pa tako med tednom pa niti ne. No. Tako da, ta je posebna. Izjema, posebna pa je posebna. In šalca in kava. Točno to. Ja, šalčke so res luškane in ti si takoj opazila. Ja, res je. Podrobnosti pa malenkosti tako opazim. Pa si jih tudi zapomnim. Ja? Ja. Okay. Ja, to mi je všeč. Imaš posebne šalčke doma? Ja, v bistvu mislim, da samo 2 imam, da sta isti. A veš, da bi tako rekla, da imam nek set ali kaj podobnega. V bistvu imam, vsaka šalca je drugačna. Različne oblike, različne velikosti, različni motivi in tudi različne zgodbe. Torej niso samo one reklamne, imajo tudi... Ne. Imam tako, vsaka ima, vem, kdaj sem jo dobila ali pa od koga sem jo dobila. Imam ene šalce, s katerih rajš pijem kavo. Ene so recimo bolj za čaj. Ampak čaja ne pijem. Meni je čaj, jaz ga čaj povezujem z boleznijo. Jaz sem pač tako, čaj pa pire krompir. Ja, to je meni tako, bolni smo. Zdaj pač pijemo čaj in nimamo zobov, jemo pire krompir, sorry. Tako da, ne, vedno bom zbrala pa prej kavo, kot čaj. To pa. Nekaj sem se trudila s črnim, pa je tako, mogoče, kaj pa sem, ampak drugače jutra ne morem, da ne bi začela s kavo. Ni šans. Teda se še nisi šla v tisti trend manj kave, ne zjutri kave, bo še kar ostala malo. Šla sem v trend kave brez mleka, brez sladkorja, itak jo pijem, no? Ampak brez mleka in sem da res kar nekaj časa nesrečna. Nisem se mogla navaditi, nisem uživala v tej kavi nikakor, tako čeprav je to najboljša, ne? Če že pijemo kavo, ne? Tako da sem si mogla nazaj vrniti te mlečne dodatke, da sem srečna. Kako si lepo to povedala. O kavi. Ja, o kavi, ja. Zato, ker tako, to se mi zdi ena taka ful lep ritual, če ga imaš. In ti res lahko naredi dan. In če se ne začne na to prav način, pol nekaj ni prav. Ne? Se strinjam. Tako je. Meni je taka sladička v bistvu, kava z mlekom. Zelo, zelo dobro si reka. Taka sladička je, res je. Točno to. Nazadnje smo o tebi poslušali zdaj, ko si spremenila, šla si iz jutranjega programa v malo kasnejši. Dopoldanski program. Rečemo dopoldanski, ja. Zdaj si že kar nekaj časa tam. V bistvu zdaj je bilo 5 mesecev. Bo že pol leta. Ja, tako, da sem na tej drugi poziciji oziroma drugem radiju, drugih vodah, ob drugih urah. In moram priznati, da sem rabila kar nekaj časa. Res? Da sem se usedlala noter. Tako, kot bi človek rekel, zdaj pa
vse ful lažje, ne, ker v bistvu stajaš pozneje, ne, to, kar je res zelo pomembna Mislim, da je stvar. vse ravno ta razlika, Ja. te bo vse ok. Ja, sej je, ne, ampak pridejo pa druge stvari zraven, na katere ali nisi pripravljen, ali nisi navajen, oziroma se jih moraš še naučiti, preučiti, tudi dojetno. In me je kar, veš, je prišlo za mano. In kaj se je bilo najtežje privaditi? Pa v bistvu, veš kako je, jaz, odkar sem na radiju, načeloma, oziroma odkar sem v etru, jaz nikoli nisem bila sama. Aha. Nikoli. Jaz sem bila zmer, a veš, v ekipi. Ne? Govorimo o ekipi pred mikrofonom, pa tudi v ekipi za mikrofonom. Ne? Se pravi, od producentov, urednikov in tako naprej. Zdaj pa sam. Ampak res sem. Govorim tako, pred mikrofonom, za mikrofonom, Res? sam si pač pripraviš vse stvari, si jih spišeš, jih odvodiš, jih odpelješ. Sam s sabo se pogovarjaš, ne dobivaš nobenih, bom rekla, ne, teh odzivov in to pa je tisto, kar te malo tako, ne, ustavi oziroma malo pogrešaš. Pa mi smo res, zjutraj je bila res ta ekipa, to je smeh. Vse veš, to je smeh, to je dobra volja, to je vse up. So tudi slabi momenti, ampak en drugega pol vleče ven, ne. To sem zmer, na bilo katerem intervjuju sem bila sa neka, ja, si pridemo, ne vem, slabe volje, pa priješ utrujen, pa tako, ampak mogoče sta pa una dva dobre volje, pa ti bosta pomagala ven splezati iz tega stanja, ne. In ta pomoč ti pol malo fali, ne. Tle si pa pač sam, ko se moraš zbrcati urat, dobesedno in po domač povedano, da narediš stvari dobro, kar pač jih moraš narediti. Če si seveda, ne, profesionalc, bom rekla. Če pa nisi, pa verjetno malo bolj jamraš. Pa se ni nič narobe, ne, kaj pa sem pojamrati, ampak ne moreš pa tako zastaviti kompletnega programa, ne. Tako da ja, to je bilo malo, ampak po drugi strani pa imam skozi temno. Vsaj dokler delajo. In nič, pa padeš v nek svoj sistem in svoje delo in odfuraš. Moraš odfurati, ne, ker ni druge priložnosti. V živo si, v etru. Ja, res je. Ena priložnost, ljudje te slišijo. Tako. Kar malo pritiska, ne, tako sem tudi te rekla na začetku, če se kaj zmotiš, lahko mi da to popravimo, zdaj ne preveč, ampak je možnost, ne. Ne, pa meni se zdi to ful prav, da ljudje slišijo in vidijo, da pride do napak, ker pač to je najbolj normalna stvar, da se motiš in da tako se zgodi, ne, recimo, kar meni tudi ajde na televiziji, se mi včasih zgodi kakšna napaka, ne, ampak ne bom šla tega ponavljati. Tako, če se popravim oziroma če pride res do nekega minimalnega lapsusa, nič tacga. Včasih je to kvečemu simpatično. Se mi zdi, da ljudje, ko vidijo, da se tako malo zmotiš, da prej to vzamejo kot nek plus, kako simpatično, ne, tudi ona se zmoti, vsi se zmotimo ali kakorkoli, pa moramo biti popolni in ne vem kakšni. Ne. To, se strinjam. Ne vem. Se mi zdi, da je pol pretiravanja, ne. Pokažemo, da tudi nam kdaj kakšna misel uide, tudi jaz včasih, ko se zaposlušam. In sam noter padeš, nekoga poslušaš in ti uide v misli, čeprav si pač v momentu, ampak pač gre, ne? Ja, to je to. Ampak s tem v bistvu tudi pokažeš, kakšen karakter si, kako razmišljaš, mogoče pokažeš malo ljudem, malo odstreš to tančico, ne? Da in pol s tem mi verjetno še malo bolj prirasteš k srcu, ali pa jih kontra, no, sem. Jaz mislim, da je bolj to. Prvo. A ste kdaj prišli v jutranji program, da se je zgodilo, da ste bili vsi 4 slabe volje? Ker tisto pa mora biti res turobno. Ja, se je. Je. Bil je en tak program, prav enega se spomnim. No, verjetno, mogoče je bil še kakšen, ampak eden je bil, vem, da 5 pa neki. Je prišlo do kratkega stika. In tako je ostalo do konca programa in to je bil po mojem najtežji program tako za odpeljati. So bili seveda tudi drugi momenti, recimo kakšna izguba te pretresa ali pa kaj tacga, smo bili tudi, ne vem, jaz se spomnim, da sem bila na programu enkrat, sem mogla delati, ko mi je babica, torej nona, mi umrla, ampak sem bila tam, ne, in je težko, no, sploh, ker moraš biti, ti moraš slediti programu oziroma temam, ki jih imaš takrat, ti si z mislimi druge, ampak se moraš toliko obdržati v tej realnosti, bom rekla, ne, ki jo imaš pred sabo. So taki momenti, vsi smo imeli težke stvari. Ampak ja, tisti program je pa prav bil, da smo bili pa vsi na tleh. Vsi smo bili downi, smo v bistvu komi čakali, da je konc. Tako, ja. Pol je bil tudi konci, smo se pomelili in
in zrihtali stvari, naslednji dan je bil dober. To je važno. To pa je. Ja. Kateri od ful zvestih poslušalcev ugotovil oziroma opazil, začutil? Jaz mislim, da ne. Spomnim se, da ni bilo kaj takega. So pa tisti, ki nas poznajo znotraj hiše, znotraj radia. So pa začutili in je bilo tako, kaj z vami danes, ne? Kaj se pa dogaja. In pol tako, bomo pol priti zdaj k meni, ne? Naš takrat urednik oziroma programski direktor, no zdaj se pa tlele usedete tako, da bi se zdaj za tole mizo usedli, zdaj pa, ajde. Kaj je? Kaj je to bilo? Edino pravilno. Ja, in pa smo pač dali vse karte na mizo in smo šli lepo dalje. Ker se mi zdi, da je to tudi edini pravilen način. Ker drugače, vprašanje, kak bi bil naslednji dan ali dan potem in tako naprej. Ne? Bi se vleklo, ja. Ja, res je. To pa mislim, da noben ni tak, da lahko take stvari vleče na dolgi rok. Ne? To te ful izžame, to v bistvu energijsko. Ne? Tako, zagotovo. Ja. Zagotovo. Vseeno so poslušalci na drugi strani, ne, ki to čutijo, slej ko prej bi začutili. Absolutno. Vse to, da veš, jaz mislim, da bi prej mi ne bi zdržali tega in bi prej mi po moje razkrili njim, da mogoče trenutno nismo v najboljši koži, da imamo neke težave, pa da bi oni. Ker smo vseeno taki, da dost smo vedno radi delili naše življenje, naše zgodbe, prigode in nezgode in vse skupaj z njimi. Tako da se mi zdi, da to je bila tudi tista pot do njihovih src, da so nas sprejeli, da še vedno sprejemajo, da nas imajo res tisto radi in da smo njihovi prijatelji. In to je to, kar sva se prej pogovarjali, ne? Zakaj bi neki popravljal napake, jih skrival, če pač bodimo ljudje, ne? Ja, res je bila to s tabo takrat, tudi zdaj je, ampak je neka taka res postavljena shema, tako si rekla, prijatelji, neko feel good, ko se peleš zjutraj. Ja, res noro. Mislim, veš, šele pol, ko greš mali ven iz tega, vidiš to, ne, koliko to ljudem pomeni. Meni bo najbolj všeč, ko so ljudje, veš, tako poslušalci ali pa prijatelji, ne. Ne vem, videla sem človeka v avtu, ki se smeji zjutraj na semaforju, ne. Tako sam sabo. Ali pa veš, kako sem se režala zjutraj, promogla sem ustaviti avto, ko sem skoraj zapeljala s ceste. Pa take momente. To je bilo tisto, ko si rečeš pismo, res nekaj prav delaš. Mislim, kaj lepš, da človeka spraviš v tak smeh, da ga vsi gledajo, kako se reži zjutraj ob 7. Tako kaj pa je zdaj narobe. Samo avto. A je bil pol to tvoj najljubši del? Teh bom rekla, lepih stvari je bilo ogromno. Kaj vse dobrega smo naredili, pa ne govorim zato, ker samo o dobrodelnem maratonu, pa tako, ampak veš, taki majhne stvari, ki so se gradile. Ne vem, že to, da vedno smo bili odprti za obiske, bom rekla, ne. Kdorkoli nas je lahko prišel obiskati. In ko pridejo te mali, ko pridejo otroci, ali pa bolni ljudje, ali tako, veš, ko jih držiš gor. In ti to pol to dajo vedeti, koliko to njim pomeni. Ko vidiš to srečo, ko te spoznajo, ko te prav tisto iskreno objamejo, pol si rečeš, pismo, dober feeling, ja, tako, res je fajn, ne. Pa ta energija, medsebojna energija, to, kako je v bistvu vse, kako se je lepo gradila ta zgodba, ne. Kako smo pristali skupaj in kako smo pol skozi leta postali in prijatelji in kako smo se začutili brez, da bi se pogovarjali. Enostavno veš, kaj razmišlja kdorkoli, ne. To se mi zdi, da je res tak velik dosežek, no. Da se s človekom tako zelo povežeš, da se tako čutiš. Ja, ne moreš z vsakomor imeti to. Ne moreš. Da smo zdržali toliko časa skupaj, no. To tudi. Tudi to, ja. Ja. Veliko let. Kaj pa je mogoče par komentarjev ali pa odzivov, ki so se ti najbolj vtisnili, ko si odšla iz jutranjega programa? Od poslušalcev si prejela kakšna lepa pisma? Moram priznati, da me je presenetilo, da ni bilo negativnih komentarjev, obtožb ali pa ne vem, kakšnih, bom rekla, pač ja, negativnosti, no, v tej smeri, ampak zgolj pozitivno obarvane besede, vzpodbude, pohvale, podpora. To me je ful tako pozitivno presenetilo. Pa ne samo od poslušalcev, od vseh. Od sodelavcev, od družine, prijateljev, drugih sodelavcev.
Tako, pa tudi ljudi pač na ulici, no. Veš, tako. Prvi komentarji so bili, da ste se uspeli naspati. Itak. Ja, to je bilo pač prva. Pričakovano. Ja, tako da to ni bilo zamerno. To mi je fodobno. In predvsem ni bilo zamer strani ekipe. Ta bi bila kar slaba. Da smo, veš, ko smo še zmeri v istih prostorih, dobesedno, jaz pač sem tam, kjer sem bila, moj studio se je predstavil malo nižje, ampak recimo moje delovno okolje, moja delovna miza je točno tam, kjer je bila. Ja, tako nič ni drugače. Ampak si zelo, zelo težko predstavljam, da bi vsak dan prišla tja in da mi ne bi bili v redu. Da se ne bi pozdravili, da bi se izogibali en drugemu, da bi mogoče celo imeli en čez drugega kaj zapovedati, tako malo, veš, šljanje za hrbtom, upravljanje ali kaj takega. To bi mi bilo zelo, zelo slabo. In tudi ne vem, če bi pa lahko stala. Po moje ne bi mogla. Ker zelo težko delam v okolju, da ima take odnose. To mi ful ni všeč in tle lahko mi daš ful enega denarja, sorry. Če jaz se ne počutim, če je vibe slab, pol ne morem tukaj prosperirati. Točno to je. Vse to je na vseh področjih. Ja, itak, tako, energija, tako. Da jo začutiš. Da ne veš, kdo je tvoj prijatelj, oziroma da so neki namišljeni prijatelji, da se ne podpiramo med sabo. Tudi pol kreativa ne more nekako uspevati, se mi zdi. Ne? Tle je pa kontra, no? Tle je pa zelo kreativno okolje, dosti povemo v obraz. Ni nekih konfliktov, pa tudi če so, se razrešijo. In to, tako kot sem rekla, to se mi zdi, da je zelo pomembno za vsak odnosno. Ja, zagotovo. Pa ne bo to doma ali v družini ali v službi, kjerkoli. Je pa res, da taka jaz nisem bila včasih. Jaz sem z leti sem začela biti bolj direktna, pa tako odkrita. Pa ne, da prej nisem bila odkrita, daleč od tega, sam sem pač bila prijazna, ne. Ja. Tako, ne? Ker pač vseeno smo generacija, ki smo bili vzgojeni, da moramo biti pridni, pa prijazni, pa ne, tako naprej. In tudi si, ne, in tudi načeloma zadeve ti špilajo, pa so ok, dokler so drugi ljudje s tabo takšni, ne. Ja. Ko pa enkrat ugotoviš, da pa temu ni tako, ne, pa se pa začneš malo spraševati, zakaj bi jaz bil, ne. In tako da rajš povem odkrito, kar ljudje dostikrat pol zamenjajo za žlehtnobo, za aroganco, za karkoli že. Ampak jaz pač imam sabo razčiščene stvari, pa vem, ti pa tudi sem ti povedala, da tako je in zdaj to spremeš, ali pa pač ne. Tako je. Je pa v prvi vrsti pomembno, da ti narediš to zase in da se dobro počutiš. Ja, to pa absolutno. Tako da, ampak to je prišlo z leti. Ja, z izkušnjami. To je, veš. Ja. Zagotovo. Ja. Si pa vedno je videti, da si pred mikrofonom takšna kot si, da si topla, to mi ful pomeni. nasmejana, Hvala. zgovorna. Nisem pa zmer, veš, da tukaj nasmejana, da imaš miselna. Tako, tudi jaz sem še želela priti. Ja. Se zgodi to. Vsak takšno stranje. Ja, mislim, da je tako res najbolj normalno, da ti gre pa kdaj kaj na živce, no. A veš, da ti stvari ne špilajo, da te je nekaj zjezilo, ali ne vem, da ti je nekdo pokvaril načrte, ali kaj s tem, vse fulenih opcij. Ne? Ja, veliko. In ja, sej je res, da na začetku me to ful, ali na začetku potre, razjezi, ali kakorkoli, ampak pol se nekako obrnem vase, malo se pogovorim sama s sabo, rečem jaz temu. Ful mi je všeč, že takrat me folk pusti primer. To smo recimo poštekali, kdaj, pa kako, ja. In pa se pač odločiš, da boš imel zdaj pokvarjen cel dan, ali pa boš obrnil stvari v svojo korist, pa tudi v korist drugih, tako da na koncu smo vsi happy, pa odpeljal do konca. Ne? Ker res je slabo, če si pustiš, da imaš pokvarjen cel dan. No? To je kar ful je premalo cajta v tem življenju za take stvari, se mi zdi. Točno tako. Ja. Boljše, da imaš na hitro en klepet s sabo 10 minut. Ja, res, ja. Pa meni že mama reče tako, da prav zamerljiva nikoli nisem bila. Jaz nisem lih trmasta, da lahko držim to neko trmo cel dan, pa da se ne pogovarjam, pa da veš te scene. To se jaz ne mora. Se ti niti ne da. Se tok ne da to. In tako na nek bizaren način občudujem ljudi, ki se jim da. Ja. Pa si rečem, kaj ni škoda cajta. Veš, kako bi lahko to boš porabil, ne vem, ker ne more ti biti v redu noter vse, ko se tako obnašaš, pa tako držiš. Mislim, če ti je, pa nekaj ni v redu s tabo, če uživaš v tem, ne. Ker konca tudi drugim pač daješ to bolečino, ne. Ampak
na srečo nisem taka, pa tudi poznam zelo malo ljudi, ki so. Sej, verjetno se obdajaš z ljudmi, ki so ti podobni in točno to, ne želiš takšne okrog sebe. Ja. Sej, kaj prav je, da smo ogledalo tudi takih, ko se družimo z njimi skozi leta, pa zagotovo. Ja, isti ptiči skupaj letajo, ne? Ja. In to je res, ne? Sej, če se energije ne poklopijo, pol ne more iti, ne? Ker bi te preveč oseba verjetno motila, ne? Oziroma njen, ne vem, način razmišljanja, energija, I guess. Predvidevam. Se kar strinjam. A si drugače tudi v zasebnem življenju tako zgovorna, ali se znaš tudi ugasniti, pridajo? Znam se, jaz ugasnem, če ja. Meni tako, jaz ful uživam, da sem sama. Od nekdaj. Po službi torej. Ja, jaz nisem imela nikoli težav, veš, ko eni imajo ful, da so sami. Fizično sami. Ja. Mislim, govorim tudi o razmerih in tako naprej. Ampak prav tisto jaz ful uživam, ker ni nobenega. Res, tako. In pa si naredim cel plan, sploh zdaj, odkar pač ne, so se ti življenjske prioritete malo spremenile in ne moreš se kar spomniti, zdaj bi šla pa na kavo v Trst, pa zdaj bi šla pa v shopping ne vem kam, zdaj bi šla pa se sprahajati po ne vem kateremu hribu. Je malo drugače, moraš splanirati, moraš predvidevati in ne smeš biti preveč slabe volje, če ti kaj to pokvari, ker se lahko zgodi. Ampak ker sem pa sama, mi je pa top. Takrat zdaj imam to težavo v bistvu, da bi poskušala stlačiti čim več stvari zase v ta čas, ki mi je namenjen, seveda se ne izide, ne? In pa imam vse plan, s tem grem na kavo, z unim grem tja, to grem narediti, malo bom brala knjigo, pogledala bom uni film, kaj če bi šla, ne vem, mogoče malo plavati, veš, in pa tako, ženska tako 3 ure si sama, pač ne boš speljala vsega tega, ne? Odloči se za, ne vem, 1-2 stvari in to je to, ampak sem pa zelo rada, uživam v tem. In takrat res, muziko poslušam spet, brez tega ne morem. Cel dan v bistvu muziko poslušaš? Jaz mislim, da jaz sem zelo redko v tišini. Ful zanimivo, tako, ko bi človek rekel, ne, pa si cel dan ti nekaj špila, pa nabija, pa. Meni je to ambient, da si dam nekaj tudi doma, recimo tako ful imam rada muziko, če kuham. Bo, ko smo vsi doma, ne, in pol, ne vem, jaz valjda tam za unim pultom režem ali karkoli že delam in tako tišina. In prav, ne, ni, rabim, tako mi lahko naštima neko muziko, rabim neki, da imam nek ta, a veš, vaj pa to. Tako da muzika je skozi. Lahko je tudi radio, všeč mi je. Meni samo, da je pač nek govor, da skozi dobivam neke vibracije. Ne bo to muzika ali pa ne bo to informacija konc koncev. Jaz sem kar, moram vse vedeti. Vse me zanima, no, pa kakšna stvar me ne, no, ampak tako načeloma, o vsem nekaj vem, dajmo tako reči. To me je od nekdaj in če mi ne znese brati, pol vsaj provam dobiti z drugih kanalov, ne, informacije, da so verodostojne in da niso fake, seveda. Si prižgeš vaš radio? Glede na to, da mi so informacije zelo blizu, zelo dostikrat si prižgem Valdia 102. Kar mi je tudi, kar se glasbe tiče, mi je všeč, zato ker nekako vseeno sledijo temu poslanstvu, da iščejo novo glasbo, da promovirajo novo glasbo, mlade skupine, tle si delimo to mentaliteto, ker nekje morajo imeti tudi mladi platformo, da se predstavijo in se mi zdi, da to je od nekdaj bilo, no, vodilo radia, da daje to priložnost. Jaz se spomnim, ko sem bila pač otrok, da smo čakali pred radijem, da bo una pesem, da bom stisnila play in da si jo bom posnela na kaseto. Tega jaz ne vem. Ja, na kaseto, pa svinči, ki si po trak nabil, pa tako, ampak okay. In se mi zdi, da mogoče spet to prihaja nazaj in to mi je ful všeč. Brez kaset sicer, ampak tako, no, ne vem, eno lepo zgodbo ima radio. In tudi informacije, mislim, prvi je, ki ti lahko deli informacije in doseža tudi ljudi, ki jih, recimo, internet težko, ne. Kar se ful lepo pokaže ob raznih naravnih katastrofah, ne. Tako pri nas se je pokazalo v času poplav, ne, ko je v bistvu radio dosegel Koroško, ali pa mislim, da je bilo v Ameriki, mislim, da so bile tudi neke poplave, ne, ko je bil radio tisti medij, ki je prišel zraven, ne, ker pač vse ostalo ni delalo. Tako da ima eno tak lep medij mi je, no, se mi zdi dost tak naraven, odkrit, direkten, pa izredno hiter. Pač tako je, ker pol pridejo šele vsi ostali na vrsto, ne. Potem imaš že od nekdaj to ljubezen do radia, ti?
Ja, vedno sem ga rada poslušala, nikoli pa nisem mislila si, da bom delala na radiju. To je bilo pa čist, ni bilo to na moji, niti na bucket listi, niti ni bila to moja želja kot otrok postati radijska voditeljica ali pa televizijska ali karkoli. Je pa bil definitivno fascinanten svet, ker je bil skrit. Zdaj je to drugače. Zdaj zdaj imaš take in drugačne kanale, ki ti omogočajo pogled, predvsem razni filmčki, Facebook, Reel in tako naprej, da vidiš vse to. Vse to razširilo. Ja, tako. Ampak takrat pa tega ni bilo, ne za TV, ne za radio in to je bilo v bistvu lepo, no? Ker je bila ta magija ostajala, ta svet. V bistvu vse si narisal samo z glasom, ne? Kar še zdaj delaš, ampak je malo drugače, da orišeš situacijo, ne vem, že to, da so včasih te pravljice pripovedovali otrokom prek radia, to je bilo po moje, jaz se tega ne spomnim najboljš, no, ampak tako starejše generacije pa imajo te spomine noro ohranjene, ne, ko poslušaš točno ve, kdo je bral, kdaj je bral, kako je bral, tako ostane ti neki zadnji, te lepi spomini, no. Ampak ja, pri meni pa ni bilo neke te, bom rekla, želje po temu, ampak sem preprosto šla v to, kar se mi je zgodilo po naključju. Sem pa tak človek, da rada testiram, oziroma da preizkusim, da mi pol ni žal. Veš, pa malo iz cone obdobja tudi verjetno. Ja, to je zelo težko storiti, ja. Ampak včasih pa ugotoviš, da je pa v redu, da to narediš. Ja. Kar spoznaš sebe, pa mogoče najdeš odkriješ neko novo stvar in te odpelje lahko čist nekam drugam, kar nisi pričakoval, ne. Tudi nove ljudi mogoče, ne, spoznaš, s katerimi lahko stkeš po res taka trdna prijateljstva, ne. Ja. Kaj pa si želela biti, ko si bila mlajša? A veš, da ti iskreno povem, brez nekih želja. Res, doskrat to razmišljam, ko imajo vsi otroci, ne, neke želje. Jaz se spomnim tako, kaj so mi starši govorili. A veš, tako, veš, kaj bi bilo fodor, da bi postala, ne. Recimo, moj oče mi je ful govoril, Jana, ti bi tako pa ful bilo dobro, če bi bila stevardesa, veš, kako boš videla sveta, ne. Pol gotoviš, da stevardesa bolj malo sveta na koncu vidi, ne. Bolj letališča. Letališča, hotele, pa pač letala. Babica oziroma stara mama, to so pač se vidi, da so bile to druge generacije, je bilo pa tako, veš, kaj bi bilo dobro, če bi bila šivilja, ne. Veš, kako si boš vse lepo sama naredila, zmer boš lepo urejena, zmer boš imela tako. Pa se ti takrat zdelo, kaj je to, ne? Zdaj? Ja, zakaj pa ne? Zdaj bi bilo pa to čist nekaj drugega. Ampak da bi pa jaz imela neko lastno željo, ne vem, mogoče pevka, ampak to pa pač, to so te klasične balerine, pevke. Ja. Tako, ne? Ni bilo pa nikoli neke, želim biti, ne vem, znanstvenica. Pa znaš peti? Imela sem ga, ampak pol verjetno bi mogla jaz to trenirati dalje. Nastopali smo v bistvu dosti v osnovni šoli pevski zbor. Smisel, da boš rekla, da si imela band. A da sem imela band, ne, pričakovala, ne. To so bi drugi časi, se mi zdi, takrat ni bilo to kar razširjeno, kot je zdaj, vseeno, kar je super. Ne, imeli smo te šolske pevske zbore, ko smo v bistvu hodili Primorska poje, smo prav tekmovali. In to smo bili tudi ful dobri. To sta bili dve osnovni šoli združeni skupaj, ker nas je bilo toliko malo, ampak smo bili zelo v redu, no. In takrat vem, da je ta Mirjam, učiteljica, ja, ona je ful tako, da Jana, pet naprej, ne, ampak to je ono, veš, ker se ti zgodi enkrat srednja šola in drugi interesi in malo se ti ne da in potem grejo stvari mimo, predvsem pa te začne zanimati druga zvrst glasbe, zdaj čisto odvisno kakšno, ampak definitivno ne neko klasično petje, dajmo tako, ne. In potem je to šlo mimo, a veš, in zdaj pa tako, mislim, res sem rada pela, to je bilo tisto tako za lastno dušo, pa se zaklem v sobo, pa se dela, da si to. Ampak v kopalnico tudi? Tam je ne, v kopalnico ne, zmeri v sobo. Ja, to je to. Pa itak začneš hoditi po koncertih, pa se pa tam dereš, pa poješ, pa to je to. In si negovala ljubezen do glasbe še kar naprej. To pa od nekdaj. To pa res, to pa zanimivo, ampak od nekdaj sem imela glasbo forada. Res. Glasbo in knjige. To dvoje. S tem, da zdaj mi bom rekla, ja, zadnje leta nisem najbolj pridna bralka, malo mi zmanjkuje časa. Oziroma, tako je bilo. To obdobje, ko sem delala zjutraj, ne, ker je imelo tako zahteven tempo, ko sem se jaz odločila, da bom odprla knjigo, da bom začela brati.
Ja, po kakšni eni strani so začele učka dol padati, Ja. Ker se res telo umiri, ker se sprostiš in pač tista budilka 4 zjutraj naredi svoje in ni bilo kaj dosti odbranja, ne. Tako da se mi zdi, da je tako, kot pri večini rezervirano za poletne mesece, ko gremo na plažo. Dajmo tako reči. Sem pa včasih ogromno brala. Prav ogromno. Jaz sem tako, mi smo itak, jaz sem z vasi, in je, mislim, da vsake 14 dni je hodila potujoča knjižnica. In pač jaz sem tako take kupe knjig nosila, prebrala vse zbirke, vse ono, drugo, tretje. In to mi je, tako, to je ena boljših stvari, no. Se mi zdi to tako, če bi lahko zdaj dala kakšen nasvet komurkoli, beri čim več. Poleg tega, da se pač izobražuješ, da izveš marsikaj novega, si predvsem bogatiš jezik, besedni zaklad in ne vem, bolj ti domišljija dela. Ja, zagotovo. Ker pač nimaš slike, ampak si lahko ustvariš zgodbo, samo svojo domišljijo. In kakor se jaz spomnim, meni je to kar dosti pomagalo, ker domišljijski spisi so bili top. To je bilo drugače. Najlažja stvar na svetu. Napišite domišljijski spis, o čem, ti sam reči. Ja. Veš to. In tako, no, se mi zdi, skušam tudi mi, da bi čim več, pač ona ne se ne da, ni to, mamica, diraš ti beri, zakaj bi jaz nikoli boš bereš, pa tako, ne. Ampak izkušam nekako to ljubezen do knjig privzgojiti. Ker to je res nekaj lepega, no, tako. Boš vztrajna. Absolutno bom, ker se pravim, knjige, ja, forever, to pa je. Braš kaj drugega, ne, ker imaš vse, ni več v njih dražljajo. Vse je narisano, vse ti pač domišljija, ti nima več kaj delati, ker tukaj so, ne, tako zgleda in tako je. Lepa imaš res možnosti že to, kako ti opiše enega človeka ali pa eno situacijo. Vsake bo drugače videl, ne, pa doživel. To je čar, ja. Ja, točno to. A se morda spomniš prvega koncerta, tako malo večjega, na katerem si bila? Ja, hladno pivo. Vse se spomnim. Spomnim se, da sem šla tja v novih bež hlačah. Ja. Takrat so bile ful moderne te cargo. Se pravi stranski žepi, a ne? Bež, gor sem imela modro Fruit of the Loom majico, kapuco. Takrat smo bili vsi taki pač. In ostarke, valjda. In Janoč, in na tem koncertu so me pač takoj polili z rdečim vinom, a ne? Takoj, ko si rekla bež hlače, sem vedela, da bo šlo. Tako. In od takrat dalje, se pravi, nikoli več v svetlih oblačilih na katerikoli koncert, a ne? Tako da to je bilo, pa ne vem kako, da smo prišli do tega, do hladnega piva, ampak po moje, da je bila klapa ostala, veš? Da so rekli, da gremo pa pogledati, pa gor pa dol in pa smo šli vsi skupaj, ampak to je bil moj prvi koncert, ja. Pa nisem zdaj neka huda fenica tega benda, ampak tako je nanesla. Tako je prišla. Tako je prišlo, ja, točno to. Si pa prej rekla, da zdaj vse posod vidimo zakulisje dogajanja, ampak tudi ti imaš podcast, ki se v bistvu imenuje Backstage. Backstage, ja. In takoj, ko si začela to opisovati, sem tak, čakaj, Backstage. Backstage, ja, nisem tako pridna kot ti, mislim, ti si že nekaj časa, ne, tako. Ampak ja, je en zanimiv svet. V bistvu je tako, res se moraš dobro pripraviti. Ne vem sicer, kako se ti, ampak jaz tako obrnem vse okoli in še zmer iščem stvari, ki niso bile že 100-krat povedane, kar je ful težko. Kar je, meni, mislim, najbolj bedno mi je, da priješ in da me vprašaš nekaj, kar boš prebrala, ne vem, kar boš utipkala na Morelu Google in bo prvi članek. Ja, tako. To mi je tako. Zakaj bi me to vprašala, če je pač to posod, ne, recimo. In to ti vzame kar, ne, enega razmisleka, hkrati moraš... Vseeno hočem biti zelo, bom rekla, spoštljiva in če komu ni prijetno, pa tudi meni ni prijetno. Nisem tip človeka, da bi drezala, da bi vrtala, da bi želela dobiti neka priznanja, pač za ceno klikov in ogledov. Pa se raje tega ne grem. Jaz hočem, da se pač gost počuti dobro, sproščeno in zaradi tega dobim pol lepe zgodbe. Po moje imam občutek, da ti si isti tip. Ja. In nočem, da človek gre od mene slabe volje. Zakaj sem to govorila, ni mi všeč, da se bolj veš, da smo nekako, da se pokregamo, da pride do nekih konfliktov ali karkoli, to mi je tako. Ne.
Pa se tega rajš ne grem. Ja. Tako. Ker vseeno smo v Sloveniji, kjer se vsi poznamo in se vsi srečujemo. In bod ferno. Jaz se tudi ne bi počutila v redu, če bi ti zdaj tlele mene, na eno in isto stvar, na katero ne želim, ti bi začutila, da ne želim govoriti, ampak ti hočeš to dobiti in boš vrtala, dokler verjetno jaz ne bi ostala pa šla. Okay? Ja, tako. Brez veze. To je brez veze, čist. Tako da, mislim, hočem, da se vsi počutijo v redu. No. Se strinjam. In če začutijo to, pol dobiš tiste najbolj simpatične pogovore in tako, všeč mi je, da se smejemo na podcastu, da pride do teh momentov, da se ljudje tukaj sprostijo, da pride do smeha, da pride do tega ne bi smel povedati, tako, da veš, vseeno pove, ampak mi je cool, pa se ni panike, no to. Pa ni lepo poslušati ljudi, ko govorijo o nečem, kar imajo radi. Ja, točno to je. Ko dobijo kar neko iskrico in razlagajo in pa ker jih točno vidiš, ne? Ja, točno veš, kdaj se zgodi ta moment, ko se nekaj spomnejo in jim, predvsem, veš, kam je všeč, da pustiš govoriti. Da ni, dobro, to so že informativne oddaje, ne? Da ne skačeš v besedo, da ne prekinjaš, da mu pustiš ta flow. Da on govori in ko pove svoje, si šele ti oglasiš. Ker če ne, zgubi tudi on svoje niti in je težko pol nazaj vleči tisti moment, ko se enkrat čez, ni več tisti ta prav, ne. Se strinjam. Mislim, da imamo kar podoben tip. Ja, ker ti v bistvu ti ful pustiš. Jaz ful govorim o prosti, se opravičujem, ampak tako, ne vem, se mi zdi, da pustiš, da človek kar sam sebe pol malo poišče, pa doda še kaj. In tako boš pač dobila dobre odgovore. Oziroma tisto, da spustiš človeka, da se predstavi. Ja, da se pokaže v taki luči, ko je res, ja. Zanimivo, se zdaj dve podcasterke tu. Ja, ampak se pravi, ti si ful bolj izkušena, te nekaj. Pa predvsem, jaz imam samo glasbenike, ne? Oziroma ljudi iz glasbene industrije, medtem, ko ti imaš pa v bistvu cel spekter. Ja. Tako da je malo drugače, ne? Ampak si izbrala tako nišo, ko je točno za tebe? Ja. In ti res leži? Sem razmišljala tako, kaj bi lahko, ne? Ti se lahko pogovarjaš, če se hočeš, če imaš željo z vsakim. Ampak kje pa recimo, kaj pa manjka, oziroma sej so verjetno to drugi primeri, ampak komu bi želela jaz dati več pozornosti? Pa s kom se počutim najbolj domače, pa koga ful spoštujem, koga ful občudujem, poznam koncu, jim sledim. Ja, definitivno so to glasbenike, ne. Ja, če slediš, je potem 100-krat lažje. Precej lažje je, pa to je res, veš, to je tako odnos, ki si ga gradil, ne. To je tisto, ne vem, tako kot sem rekla prej, to je še spet Slovenija, ker se vsi poznamo, prijasli na neki točki, ne. In če ti se podpiraš en drugega, je to porata en tak res lep odnos, ne. In najlepša podpora je v primeru glasbenikov, da hodiš na njihove koncerte, ne. In to oni zelo respektajo. To je verjetno tudi največ, kar jim daš. Ja, res je. Ful lepo. In na kateri strani si raje? Da sprašuješ ali odgovarjaš? Obe strani so mi ful všeč. Zdaj, tako, nisem na dostih podcastih gostja, bom rekla. Ampak se zelo dobro počutim tudi tlele, ker se ne rabim pripravljati. In tudi nočem nikoli imeti kakšnih vprašanj, tako, ali pa karkoli. Jaz pač ne. Jaz sem tukaj in tako bom jaz najboljš. In tudi vam po moja najbolj ustreza. Ful mi ne bi všeč bilo, da bi dobila, tlele imaš cel skript, naprej bomo to, pa bomo to. Ne, nočem. Bi se preveč tudi obremenjevala in pazila, verjetno. Ja, tako pa pač sprašuj. Če meni nekaj ne bo, ti bom pač rekla, da mi ne bo in ti ne bom govorila o tem. Ne? Tako. To je to. Ker jaz, če bi mogla iti na tvoje mesto, bi mi bilo pa grozno, ampak je res pač, da ne izhajam iz voditeljskih voda, ne. Ti imaš vseeno nekaj izkušnje govoriti. Ko pa jaz odgovarjam na vprašanje, se mi pa zdi, da je grozen. To je pač enostavno, spet je ta scena, da se sprostiš. Ja. Sam to je. In če bi jaz začutila, da mi nekdo ful napada, recimo, ali pa nekaj, pa bi se tudi, verjam, tudi jaz bi se zaprla in mislim, da ne bi to govorila za začetek. Bi se spremenil tudi ton in tudi jaz bi ti zelo, ne vem, postavila neke meje. Predvidevam. To je neka taka dosti normalna, se mi zdi, poteza. Pa smo spet pri energiji. Vedno. Na koncu se vse vrne na začetek. Ja, zagotovo.
Me pa se še zanima, kakšna je Jana v bistvu na domačem kavču? Glede česa, kako misliš, kakaj je tiha, gleda neki, posluša neki, bere neki. A si drugače zelo družinski tip? Ja, rada sem, všeč mi je, da smo skupaj, kot sem prej rekla, ful sem rada sama, ampak ko smo skupaj, ne? Nekako provam vključiti nas vse, veš, recimo, glede na to, da je Mija še toliko majhna, pa da ima željo po druženju, ne? Ker vemo, kako se pa zgodi, kad pride obdobje pubertete in tako, ne? Ko se začnemo zapirati pa oddaljevati. Mi je ful všeč, da delamo stvari skupaj. Pa lahko so to, ne vem, igre družabne, lahko gledamo skupaj neko pač risanko, lahko se pogovarjamo, lahko gremo skupaj se voziti s kolesom. Zelo rada gre na igrišče, zelo rada je v golu in pol pač mamica gremo na igrišče. Ja, in pač ona je golman in pol moram je streljati na gol. Tako, ali pa ne vem, rožnik varianta, sicer se ji ne da najbolj, ampak je pol kar mal, gremo. To pa to. Tako da branje skupaj, tako veš, da je čim več te res interakcije. Ne, da smo skupaj v istem prostoru in vsak dela nekaj svojega. Seveda pride to taki momenti, ne? Ampak če imamo čas, gremo biti res skupaj. To se mi zdi, da je tako. Ful začneš razmišljati, kaj bi dal svojemu otroku, da bi mu res dal največ, ne? Da bi ga res oblikoval v dobrega človeka in tako naprej. In na koncu je res čas tisti, ne? Ti itak lahko daješ njemu neke nasvete ali kakorkoli, seveda. Ampak to, da je on s tabo, to je njemu največ vredno. Karkoli, pač, ja, če se še skupaj igrata, če skupaj bereta, karkoli, samo da ona ve, ali on otrok, da si ti res z njim. Ker je ful hecno, ne? Mi ful preveč podcenjujemo, ne? Kako ti da vedeti, ja, ampak recimo si na telefonu, ne? Se nisi z mano, si na telefonu. Pa lahko mi dve leživa na kavču obe, ne? Ampak ona bo vedela, nisi z mano, ker delaš nekaj drugega. Skratka, da dobi prav to pozornost, ne? Tako meni se je ful dobro z njo, kako se peljemo v avtu, debatirati. Pa se pogovarjamo, pa mi ona razlaga, kako je v šoli, pa mi razlaga, kaj je sanjala. Ja, veš, take stvari. In pol skupaj pojemo, ne? In pol jaz dam nekaj še komad za poslušati. Zdaj recimo na zadnje, katerega smo imeli, Mašarik na dnu morja. In tako, ta mala, jaz ne vem, kako ona besedilo takoj. Ona sliši pesem dvakrat in pol je že pobira verze in pol na koncu pač pojemo, ne, obe. In pol dej še enkrat. In pol režeš malo prevečkrat. Pol jo prepričamo, da gremo zdaj še kaj drugega, ja, ampak boš pol dala tega spet. Ja, okej. In tako, no, ful, to mi je všeč, da se jim pogovarjamo in da pojemo in da ni umna tišina, no, veš. To imam jaz tudi drugače, če mi je kako mat res všeč, ga lahko poslušam 2 dni skozi. Ja, isto. In pa je že tako, pa se prav sama sebe, no zdaj pa nehi, ker če ne ti bo šel pol na živce. Tako. Zdaj se malo ustavi, okej, in pol, okej, zdaj sem enkrat. Ja. In pa še, in si spet noter. Pa smo spet, ja. Ja, ampak če je dober, ne? Ja, se strinjam. Vem pa, da gre to enim zelo na živce, da ne morejo. No, otroci imajo to sceno, da pač njim nikoli ni dost. Ja. Ne vem, ali imam sam jaz tako, ampak v eno, tako, lahko 10-krat, 15-krat, enega za drugim ne bo dost. Še. Pač, tako je. Viš, v tem ti je že podobna. Ja, očitno res, ja. Sam knjige še začne rada brati. Ja, to ne vem, no. Ampak po moje sem tako, veš, to je tip otroka, ne vem. Kaj nekaj ne gre, še najboljše, da jim odkač tega noče početi, ne. Pa lahko je to, ne vem, se spomnim, da sem imela ful težave z njo, da je začela voziti kolo. Ker ji pač ni šlo. Ne? In ker mi ne gre, jaz tega ne bom počela. In težko je bilo pride čez tisti zid, oziroma čez tisto lupino, več, ko boš vadila, boljše ti bo šlo in na koncu bo to šlo. No, ampak ko smo potem prebili končno ta zid in ko je to, recimo, spalala, sem še to bi. In isto je tlele. Ker pač ja, te črke pa tako naprej, pa bom rekla, ni najbolj tekoče branje, ampak lih to, ne, dej še. In res ne smeš popuščati, ko pol
itak ne gre, ne. Tako da se mi zdi, ko bo enkrat dojela, da ji ful gre, da bo pol začutila to ljubezen do knjig, do branja in da bo pol to šlo. Jaz upam, no. Držim pesti, tudi zase. Se boš trudila. A je zdaj v prvem razredu? Ja, zdaj prvi razred, ja. Ja, zdaj imajo te pač tiskane črke, no. To je nekak cilj, da na koncu, da res znajo, da obvladajo tiskane črke. Ja. Kje je to? Ja, se ne spomnim, kako smo se mi naučili brati. Zdaj sem prav razmišljala, kako smo mi to, veš, Ja, na kak način. Jaz se spomnim v njih slikanic gor. A veš, ko je bila črka, pa slikca, pa velika pisana črka, pa majhna, se spomnim. Ja. Ampak proces nimamo v glavi. Pač naenkrat smo znali brati. Očitno prije to vse tako naravno. Ja, ful zanimivo. Ja. Teda je verjetno zanimivo malo pošpegati, spremljati, kako delajo, kaj delajo. Ja, moraš pa spremljati, tle pa ni heca. Mislim, tako, jaz razumem, ja, kaj rečejo, veš, v šoli se mora učiti, ne? Šola jih mora učiti, ja, absolutno, ampak vaja je pa tista, ki te pelje pol naprej, ne? In ne more biti v šoli dost vaje, da ti naenkrat dobesedno te zasuje, ne? Zasujejo te stvari, številke, računanje, branje, črke, konec koncev tudi druge stvari, pa novi ljudje, pa nove pač načini dela, konec koncev, ker naenkrat dobiš te obveznosti, zdaj se pa moram učiti, zdaj pa moram to pa to delati, ne? Hkrati si še vedno, valjda so otroci, ne? Sploh, ker so toliko prej grejo v šolo, radi bi se igrali, in ni toliko simpel, ti moraš res kot starš pol dati dosti tega noter, sebe, oziroma svojega spet časa in jim pomagati, kaj drugače to je premalo. Ne vem, sploh, ker se toliko več zahteva, ne? Nekega znanja, pa jeziki, pa super, je vse sam čas. Ne? A si bila kaj živčna glede tega, ko je prehajal prvi razred, pa si vedela? Ne, tudi ko je šla v vrtec. Nisem, dobro, je tudi res, da v bistvu tisti prvi dan jo je oče pel v vrtec. Takrat je bilo to nekako, kako so že rekli vzgojiteljice, ful je boljš, da mogoče grejo s tistim staršem, na katerega niso res preveč navezane, ne? Ker veš, mame se začnemo malo topiti, pa malo pa bi, pa ne bi, pa poslavljanje, ki trajajo na dogled, pa še enega ljubčka, pa še en objemček, pa tako. Pa sploh mamica pa hčerka, ne? Ja, to je posebna vez. Tako, in ne, ona je naredila res smut prehod. Iz vrtca, mislim, v vrtec in tudi iz vrtca v šolo, moram priznati. Tako, res je tak, zelo hitro se prilagodi. Seveda je bil neki stres, ne? Tako se mi zdi sploh vrtec šola, ker v vrtec je bila še toliko mečkana, da pač ona je videla samo igračke in otročke in to je bilo to, ne. Tlele je bilo malo več tega, ampak se dosti hitro je prilagodila. Tako. Se mi zdi tak tip človeka, da najde pač pozitivne stvari. In tako da je bilo nam vsem dosti lahko. Ni bilo nikoli teh nekih izpadov, nočem se metati po tleh, cepetati, jok, drama, a veš, recimo že v vrtcu. Ne, ona je v bistvu zelo rada šla vsak dan v vrtec. Zelo brez težavno. In tudi šola, seveda, daj bojo počitnice, ne? A so nam že počitnice? Dost imam, jaz bi počitnice. Ampak ko so počitnice, je pa že tako, pismo dal pa šola, ne? Zdaj pa že malo pogrešam, ne? Tako da je en tak... Si kar malo ponosna, ko to reče, ja? Namečko, ne? Tak zdrav balans je, no, se mi zdi. In to je cool. Pač moraš mi tudi malo odpora, se drugače, halo, sedeti moraš tam pa poslušati, valjda, komu se da pri teh letih, veš. Kaj pa so še nekatere vrednote, ko bi jih rada prenesla na njo? Vrednote? Spoštovanje, to zaupanje samemu sebi, to, da dejansko poveš, kar si misliš, na tak lep način, da ne žališ ljudi, da pomagaš tistim, kaj jim lahko pomagaš, če imaš to sposobnost pomagati, pomagaj, ker to v bistvu tebe ful bogati, realno. Sprejemanje, no, sprejemanje različnosti, različnih ljudi, različnih situacij, da pač ljudje so taki, ki so in na nekatere lahko vplivaš, na nekatere pač ne moreš, ne. Je kar zahtevno, veš, ko razmišljaš, kak svet je trenutno,
kaj se dogaja z njim. Lih neke blazne sončne svetlobe jaz ne vidim, sorry, tukaj sem realna, nisem pesimistka, daleč od tega. Ampak, ne vem, smo v enem takem ful čudnem obdobju, se mi zdi. In veš kaj je čudno? Da razumem tiste, ki nočijo imeti otrok zdaj. A res jih razumem? Jaz sem tako včasih, kako lahko nočeš imeti otrok? Ja. Kako jih nimaš, kako ti to ne zgodi, ne? Valjda to pride z leti, razen pa dobro, so nekateri, ki že čutijo to poslanstvo od nekdaj. Zdaj pa, ko gledam, kak je sveta, ne? Pa kaj se dogaja, pa kam pelje, pa kako folk razmišlja, pa kaj jim je pomembno v življenju. Si pa rečem, ja, mi je kar jasno, zakaj jih nočejo imeti, ne? Ker ful je težko vzgajati človeka v dobrega človeka v takem okolju, ki to ful reže, ki to ful striže, ne? In tako res so ene take vrednote v ospredju, ki sploh niso vrednote. Veš, da dobro izgledaš, da ful zaslužiš, da tako, da je nek se vidi razkoš. Ja, to, veš. Tako ful se tlači dol vse ono, kar je noter, tisto, kar je, zdaj se bo slišalo klišejsko, kar je pač pomembno, ne, te karakterne stvari, ampak ja, se to je pomembno. Ker na koncu ves ta luk ti bo šel. Tako, vedno ti gre strana, ne. Ostane pa tisto, kar te je, kako te je življenje izoblikovalo, pa kaj te je naučilo, pa kaj lahko predaš naprej, ne. In zdaj, glede na to, kaj je ljudem pomembno in to, ljudem, ki bi jih mogli predajati naprej znanje, pa modrosti, pa izkušnje, ne bom rekla, ki grdga. Tako da, ja, no, ful je odgovornosti, hkrati, veš, kaj je tudi, ful je ta neka bolečina, da ti ne uspe. Ker je tukaj težko mogoče, ne. In jaz tudi, ko pomislim pismo, res ti se ful trudiš, ti delaš vse dobro, ne. Pol ti pa recimo otrok gre čisto neko drugo smer, nekaj, kar ni okej. To mora biti grozno sprejet oziroma fajtati s tem in Bog ne da ne uspeš, ne. To mora biti največje razočaranje verjetno. Zate in ne, za okolico in za otroka seveda, ne. In tako, ja. Kar težko tole poslanstvo. Ja, dajmo kakšno pozitivno, lahkotno temo zdaj odprti. Kako pa Mija reagira, ko te vidi kje, da si vseeno znan slovenski obraz? A je videla kje kak tvoj plakat ali pa karkoli, kako to je slika? Ja, si televizija, veš, že to. Ne, ona je tako, je to normalno. Mislim, da še ne dojema čist, veš, kje smo. Ona ve, recimo to tako, da če me ljudje spoznajo, ampak jaz iz tega ne naredim, bom rekla, šova. In tudi ljudje, ki pridejo, naredijo iz tega neki, ne. Tako da je okej. Nič tacga, v redu, ali mamica na televiziji, okej. Po še včasih mi zapoje kakšno špico radijsko, tako, če smo na blagajni, recimo, ne, zakaj se to lih takrat zgodi, kar ni treba, ne. Ampak ne, drugače pa nima. Ker veš kaj, tudi nima nobenih, kako ne rečem, bonusov na ta račun. Lih tako more delati stvari, ki jih pač ukažem, ne. Ja. In normalno greva pač v trgovino in normalno, tako kot pač vsak državljan, ali kakorkoli, ne. Ni tle zdaj neki, ni tudi ta svet slavnih v Sloveniji, niti slučajno takšen. Ja. Tako da živimo čist normalno življenje. Gremo na trolo in se peljemo z biciklom in gremo na kavo, na pijačo in gremo, ne vem, v alejo po pudinge in smo v trgovini in edino, da te potem vidi na televiziji. Tako, in to je to, ampak saj pravim. Ker jaz ne delam iz tega nič, ker to vzame služba. Je to normalna stvar, ne? Verjetno, ne. In tudi konec koncev, to je že tako dolgo časa, da ni to tudi za druge neki tacga, da bi mogli delati dramo. To je 10 let plus, ne. Če bi pa se mogoče to zdaj zgodilo, ne. Da bi, a veš, na začetku vseeno dobiš to pozornost, promocija in tako, pol pa mogoče, vprašanje, kako bi to sprejela, ne. Ampak ona je pač se rodila v to, je že bilo že kar nekaj časa, veš, ne, tako da je to čisto normalna stvar. Kako pa ti reagiraš na medijsko pozornost, ki jo dobiš? Veš kaj, zdaj se je pa to kar umirilo, zdaj pa ni več tega, ampak to je bilo, to je kar bilo, ne, na začetku. In radio niti ne toliko, ker nas je bilo tudi več, ampak spomnim se TV-ja.
spomni se popa. To si kar naenkrat, to so bili skozi intervjuji, fotkanja, za uno, za drugo, za tretje, tako, wow, ne, in pol se to, ampak to so rukerje, ne, in pol se to spuca, in pol vsi ugotovijo, da zdaj moramo wheezy, ker je bo zdaj tega čist preveč, in pol te, bom rekla, normalno dozirajo, kaj pa sem, ne, ker spet te je malo premalo, ali pa kakorkoli, pa se začuti ta potreba, no zdaj pa dejmo, ne, ali pa če želiš promovirati, ne vem, kakšno svojo dajo, ali pa kakšno svojo karkoli v zvezi s svojim delom, recimo, ne, pol ja. Ker meni se zdi, če že, pol da nekaj dobrega naredim, ja, pristanem na to. Da bom pa za neko lastno promocijo, kaj točno, ne. Sej pač imam službo, ki jo opravljam z veseljem, kateri uživam. Če lahko to, ja, to se mi zdi okej, ne. Ne bom pa zdaj prodala, kje sem bila, pa bila sem v trgovini, kupila sem si take pa take čevlje, ali Ja. to mi ni najbližje, no. To je pa pač, to je moje. Kako si se pa pripravila na to, da so se začeli mediji pol v tvoje zasebno življenje? Ja, to še zdaj težko sprejemam, veš. Se mi je zdelo. Veš, kaj me moti? Moti me, ne vem, a je to kraja ali ni kraja, ne. To veš, recimo jaz bom zdaj objavila naju 2 in bo iz tega ratal članek. A pa to mi je okej, ker to je pač druga sfera. Jaz bom objavila, ne vem, Mino nogo, a veš, in bo iz tega ratal članek, ki mimogrede nima nobene veze s tem, ne. Moti me, da se posredujejo napačne informacije. To me ful moti. To se mi je parkrat zgodilo, ne. Konkretno, da so bile objavljene slike z mojim bivšim, evo, recimo tako, prodane kot, ne, to se dogaja zdaj. Gre samo za to, da če ne gre drugače, poglej datum. Ja, tako. A veš, poglej datum, da je bilo to slika objavljena 3 leta nazaj, da te zgodbe več ni. In ne moreš mi to prodajati. To je tako, veš. Ja, pri meni gre lahko to normalno čez, ker so odnosi urejeni. Ampak v nekih družinah ali pa v razmerjih pa te zgodbe niso, recimo najboljše. In iz tega lahko ratajo, a veš, se odpirajo stare rane, nastajajo novi konflikti. In to se mi zdi tako nepotrebno. Daj vprašaj me. Vpraši, ali ne vem, ali lahko. In zato sem jaz ena tistih, ki ful malo stvari daje gor. Evo. Ko tako, veš, reče, ja, pa dej bolj uporablji svoje socialno omrežje, pa dej, kje si, pa tako, da veš, da so poslušalci pa gledalci, da so v stiku s tabo. Ja, ampak pa bojo tudi vsi ostali v stiku z mano in iz tega bojo ratele zgodbe, ki pa jih jaz nočem. Jaz razumem, da je zgodba resnična, pa da je zgodba tako, ampak ne mi pa izven konteksta narediti. Delati izmišljene zgodbe. Ja, to me pa moti. Domišljija dela. Ja, očitno so vsi dosti brali v šoli. Evo, vse je nekaj dobrega. Ja, super. To mi je pa malo zgrešeno, no, tako. In vidim, da nisem edina, da ima kar dosti ljudi s tem izkušnje, ker podajo pač disclaimerje, da tega ne dovolijo za objave. Če dalje več je tega. No, jaz pač porajš ne dam nič gor in nimam niti teh težav, da bi se pol kregala ali karkoli ukvarjala s tem, again, zguba časa. Rajš ga porabim za kaj drugega. Mi je pa škoda, no, zato ker recimo prav Instagram sem jaz vedno dojemala kot nek svoj spletni album. Ja. A veš? Ker recimo zdaj točno vem, da če se mi je neka stvar zgodila, grem pogledat, kdaj je to bilo. Recimo spomnim se, ne vem, šla sem z biciklom tja pa tja, ful sem en tak mejnik dosegla v svojem življenju in grem pogledat, da je to bilo. Aha, okej, ful dobro. Ne? Pač, malo manj je tega, no. Dajmo tako reči. Malo žalostno je, da moraš na vse to razmišljati, pa da imaš neko vero v sebi zdaj zaradi tega. Ja, zato ker rata res neke tretje zgodbe, kar nekaj. A si bila potem malo pod pritiskom, ko se je začelo novo razmerje, a si imela tudi zadnji v glavi? Aha, mediji so tu. Ja, valjda, to je bilo, mislim, to je, veš, to je taka stvar, se mi zdi pri vseh nasploh, da je to tisto najbolj klikano, ne. Kdo je novi, ali sta še skupaj, kje sta bila ujeta, kakšen je, kaj dela in pol iščemo in lovimo te momente. Se mi je dogajalo, ne vem, da so me fotografi lovili po pač takole, da so me slučajno srečali, pa so me teli slikati, ne. V Sloveniji? Zdaj? Ja, v Sloveniji, ja. In sem pa tako, je pa pač ne. Pač jaz sem prišla, ne vem, v trgovino, ali pa jaz sem prišla na predstavo, a lahko. Mislim, meni do tega,
Mojemu partnerju ni do tega konc koncev. Zakaj bi se zdaj mi slikali? Tako, a jaz tebe slikam, ne vem. A veš. Tako, no, ful, ne vem, odkje je ta potreba, da je treba dajati ven neke čisto zasebne stvari. Tako, oziroma, če jih hočeš sam dati, ok. It's your thing, tvoja odločitev, prav. Če pa človek tega ne želi, zakaj to? Veš? Ker se vidiš, konc koncev, kad ti bereš komentarje na take objave, so what, ne? Od drugih. Ne? Če že to delamo za te ljudi, so what, koga briga. Ja, sosedova Franska ima tudi noga, ali pa je rodila, ali pa ne. In dobiš to lih kontra, ne vem, tako, kontraefekt, ful spet ta negativnost, in spet to upravljanje, in spet smo vsi en čez drugega, tako, ne vem, škoda mi je, no. No, to se pa raje ti odmakneš. Ja, jaz imam rada svojo zasebnost, priznam. Tisto, kar se mi zdi, da lahko delim, oziroma čutim, zakaj pa ne bi, ja, ampak vse pa res ne rabim. So stvari, ki so moje, tako, ko ima vsak svojo zasebnost, to je nekaj najboljšega, kar lahko imaš. In ja, določene stvari povem, objavim, delim, ampak vsega pa ne rabim. Recimo, veš, tole kavo bomo z veseljem delila, zato ker je pač dobra, pa ker lahko povabimo ljudi, da pridejo sem na kavo. Ne? Tako, ja, evo, to je to. Na primer. Pač. Treba je postaviti mejo, pa mislim, da si to... Ja, jaz mislim, da ja. Pa se mi tudi zdi, da vsak pride enkrat do tega spoznanja. Tudi, če si na začetku ful odprt, pa ful daješ ljudem, pa si res iskreno tega vesel, da ne, se zgodijo te slabe situacije. Tudi ne moreš drugače, vse je neke, bom rekla, neke natege, po domač povedano, ne? In pa si malo bolj previden in se ti ne da več s takimi stvarmi ukvarjati. Ti je škoda, no? Ampak vse je pa za nekaj dobro, ne? Ja, zdaj točno s tem rasteš. Ja, na primer. Ja, absolutno. Tudi to. Ja. Imam za tebe za konec še kratke vprašanje, kratke odgovore. Kaj to pomeni? Da ti asociacijo vržem na salki tacka? Boš videla, ni težko. Ni težko. Taki mali izzivi, to mi je podoro. Ja? Ja. Si drugačen, tak adrenalinček drugač, ne? Ja, mogoče sem. Pa do neke mere. Veš kaj, mogoče sem tudi malo bolj, zdaj sem malo bolj kalma. Dajmo reči. Hčerka v prvem razredu, zdaj je res. Ja, to je adrenalin skos. Ja, v bistvu imaš tam dozo. A si drugače po naravi jutranja ali nočna ptica? Bolj nočna. Ja? Hecno, ne? Ja, da sem bila tukaj časa zgodaj zjutraj. Lahko pa to tehnično rečemo, da je bilo to sred noči. Za nekatere, veš. Če sem v študentskih letih takrat hodila domov, sem zdaj pač šla v službo. In zamenjala. No, sem zamenjala. Kaj je tvoja sladka razvada? Sladka razvada. Če že moram, bom vedno izbrala tiramisu. To je moja šibka točka. Mogoče zaradi kave. Pa tako res testiram rada, ki je dober tiramisu. Aha, okej. In v bistvu je to tako malo, veš, dvorezni meč, ker pol nabašam na kakšnega, ki je res slab in pa mi pokvari v moment, tako ne. Ampak ja, tiramisu. Verjetno je bilo več dobrih kot pa slabih, da še vedno to delaš. Ja, absolutno. Ja. Kakšno sporočilo bi predala mlajši različici sebe? Tako rečemo, v osnovni šoli, tam nekje. Samo pogumno, ne se bat, vse bo v redu. Kaj tacka? Bodi drzna, to. Ker jaz sem včasih ful, izrazito sramežljiv otrok. Ampak lej, to se je obrnilo. Vse se lahko obrne. Ja. Ali si takšna oseba, da obžaluješ dogodke za nazaj, ali misliš, da se je vse zgodilo z razlogom? Vse se zgodi z razlogom, kar pa še ne pomeni, da bi vse ponovila isto. Dober odgovor. Ker mislim, da ljudje, da ta scena, če bi mogla, bi vse naredila isto, ja, ne bi. Marsikaj ne bi naredila. Nehimo si lagati. Ne bi naredila isto, bi naredila drugače, je pa sicer pa vprašanje, kam bi me to pripeljalo. Ampak vseeno enih stvari ne bi ponovila. In pa še za konec, kaj je najlepši kompliment, kar si jih prejela, pa da ti še zdaj zaseda tako posebno mesto v tvojem srčku? Ti si pa res ti si res taka, ko si slišati. To, kar si mi tudi danes dala. V bistvu si čisto res taka. Nič ne glumiš. Tako, taka si. Ja, taka sem. To mi je ful. Ker to pomeni, da
da sem iskrena očitno, da nisem narejena in da me je oseba prav začutila. Lepo. Enako. Hvala ti za tale pogovor. Hvala tudi tebi. Sem vesela, da je bila kavica dobra. Zelo. Predvsem pa je bil dober ta pogovor, ki je bil čist drugačen. Ja? Ja. Je bil, neke stvari so bile seveda pričakovane, ampak so bile vprašane in odpeljane v eno drugo smer, ki mi je dala malo za razmišljati. In to mi je všeč. Si videla, sem naredila research, ne? Si. Sem bila pripravljena. Ja, zelo dobro. Me veseli. Hvala. Hvala tebi.